Živijo vlog. Tokrat iz enega bolj dopustniškega ambienta sem že na morju, tako da zdaj je to moja pisarna in tam vzadnji moja kuhna. Tako, šefov izziv številka 3. Ja, na prvi uč, zelo enostavno vprašanje, bo Janu uspelo pripraviti gurmanski presežek, torej 4-hodni meni za 30 € za 4 osebe. Sli se tako precej enostavno, ampak je bilo bolj zapleteno, kakor se je slišal na samem začetku. Tako da, pojmo najprej pogledati, ali mi je uspel nabaviti sestavine. Pojmo, imamo kaj. Tako, nabral sem, zakupim, da je manjka 30 €. Nabaviti za 26 pa še nekaj evrov. Ta del izziva mi je vsekakor ratov. Zdaj se pa zadeve nekoliko zakomplicirajo. Baje so obiski že praktično na vratih zvonijo, tako da jaz sem pa šel v avto za 100 €, tako da to bo ena taka zelo hitra pa zelo improvizirana kuharija. Yo, guy! Ej, ajde, daj ti meni še enkrat tuno pašteto razloži. Medu. Aha, najprej dam za pašteto sloj medu, pol dam maslo čez, stopljeno maslo čez med. Je tako? V hladilnik in to je to. Ja, to je to. Evo, gosti so že mi, da pač mi začelo in sva draga. Daj se čisto simpel. Kaj delava? Prvo delava hladno predjed, to je fake pašteta z maslom in medom na belem krožniku za 4 osebe in nekaj paketek. To je prva stvar, druga stvar, kaj delava, torej druga predjed, topla predjed je bučna juha. Tretja stvar, kaj delava, je tak fancy mikro pljučna pečenka za boli krompirja. Temu damo siromakova pljučna pečenka, naš bajk. Četrta stvar bo pa nekoliko izdolbeno in zapečeno jabolko, ki bo služilo kot posodica za grški sladoled. Topla predjed, hladna predjed, toplo-hladno, to je to. No, z barbasoljo pa tudi navaden krompir ni več navaden krompir. Če bom jaz delal na žaru to pljučno pečenko dal, pol je najbolj, da jaz na koncu posolim, a ne? Pogosti nekaj rovna paprika, ta dimena paprika, ki se nadira tako glazuristo, tako v bistvu lepo kožico, pač Štekam. Hvala, Davor. Ej, se slišimo. Hvala, ajde, čao. Tako je, ne? Tako je pa fajn, če imaš saltmakerja za prijatelja, pa mi pokličeš kako in koliko pravzaprav soli so. Tako da, ne so. Ključno pečenko. Veš kaj? No, jaz sem dvornim slugam za ukazal, da nam postrežejo zunaj, ključno pečenko bom pripravil takole na žaru, takem plinskem, še nikoli nisem, ampak zdaj ga bom dobro segrel, zato da bom pa lahko na hitrco zakrknil na eni, pa malo na drugi, pa da bo to to. Zakaj pa leča tako umazana? Ljudje dvomijo v kalkulacijo, 26 € bilo vse skupaj, ampak to so osnovne sestavine, ne? Pomeni buča, krompir, por, meso, take stvari, zelo osnovne, ne? Zdaj, če doma ne bi imeli recimo dobre soli, ne? Pa kakšne dobre buteljke vina, ne? Pol pač... Je, hladna predjed je prišla. Janja ne zgleda prav navdušena. Evo, hladna predjed, to na mizi ni puding, ampak je argentina pašteta z medom in maslom. Kaj praviš, a? Ne bo v redu. Umetniški vtis je pa narejen tako, da zgleda, da je malo je bilo odveč in je dala nekaj od sebe. A ne tako, Janja? Ja, res je. Res je dobro? Ne vem. Probi, no? Bi rekel, da je.
tale žarni, za tale biftek peč. Ja pa pet ga pogledati, kakšen je, še do polovice ni prišlo, no. A greš pogledati, da vidimo, če je? Ne, zakaj niš čevape delal že v osnovi? Kaj se ti tam pomestilo? Je obrn, ne? Malo zares smo zapecnjeni, nekaj plina zmanjka, tako da mission failed. Evo, mislim, da je Rafa četrti hod v bistvu nič prav zelo specialnega. Sladoled z čokolado in pa z drobljenim keksom. Mislim pa, da gre za grški jogurt. Tako da jaz mislim, da se je na koncu dneva, kljub temu, da sem bil s ful v dvomih, zadeva ratala. Zelo smo improvizirali. Važen pa je, Janja, kaj je važen? Važen? Janja? Kaj je važen? Ne. Važen je, da smo... Dobro. Jaz lahko rečem, da izziv v prvem delu, torej na bazu 30 evrov, je absolutna rata, a ne? Ja. Ni pa rata v tisti 4 hodi. Tako da jaz mislim, da je pravilen odgovor C, torej Jan se vedno znajde. Mi smo bili siti, celo zelo zadovoljni s tem, kar smo jedli. No in zdaj nam manjka samo še žreb nagrajenca. Jaz bom zdaj zavrtil to mojo magično škatlo in potem se bo na ekranu spisal nagrajenc. Čestitam. Jaz upam, da boš užival v romantičnem presežku, ki ti ga bo pripravil Uroš Štefelin v Vili Podvin. In verjamem, da bo vsaj 4 hodi, pa da bi bila zadeva drugače vredno več kot 30 evrov. Tako da vidimo se v naslednjem šefovem izzivu, ki bo po moči za 14 dni.